Pozdravljeni! Pred nami je velika nagrada Kanade in v tem prispevku bom obdelal vse tiste zanimivosti, katere so dostopne še pred začetkom prave dirke. Proga v Montrealu nosi ime po Gillesu Villeneuvu, lokalnemu junaku, kateri je tu dosegel prvo zmago leta 1978 pod snežinkami. Ne smemo pa tudi pozabiti na nesrečnega Ricarda Paletija, kateri je umrl na štartu dirke leta 1982. A vrnimo se v današnji čas k današnjem dogajanju. Pirelli je tu pripeljal najmehkejšo možno izbiro pnevmatik, prav tako kot smo jo videli v Monaku. In čeprav je proga čisto različna, to se pravi gre za ravnine, kjer pride do izraza pospeševanje in zaviranje, je lastnost asfalta, da daje zelo malo oprijema, ta, da v bistvu dovoljuje uporabo istih mešanic kot v Monte Carlo, kjer je proga čisto nekaj drugega. In prav izbor pnevmatik je tista tema, katera je prav, da je prva obdelana tukaj, kajti že tu imamo prvo presenečenje. Namreč, večina ekip je to najtršo pnevmatiko, označeno hard z belo barvo, izbrala nekje kot opcijo. V večini primerov vidimo, da so v ekipi dali enemu vozniku po 2 kompleta, drugemu samo enega, tako da bojo v prostem treningu poizkušali skupaj, kako se obnaša hard in medium, bojo primerjali ritem, bojo primerjali vzdržljivost. Nekateri so izbrali tudi po 2 kompleta za vsak bolid, a najbolj so presenetili pri Ferrariju. Izbrali so samo po en komplet hard pneumatike, izbrali pogojno, kajti vsake mešanice morajo imeti vsaj po en komplet, a zmanjšali so tudi število tistih najmehkejših soft pneumatik, tako da imajo kar 5 kompletov za oba bolida pneumatike medium. Ostali imajo tam 4, 3, nekateri celo 2 kompleta te mešanice. Pri Ferrariju so žrtvovali tako tiste na najtršem delu spektra, kar po svoje sploh ni tako čudno, kot tudi komplet na najmehkejšem delu spektra. Kar pa nam lahko pove, mogoče pogojno, da bojo v drugem delu kvalifikacije lahko poskušali presenetiti prav z to srednjo trdoto in se poskušali tako začeti dirko na rahlo nekonvencionalen strateški način. Poudariti velja tudi še eno zanimivost, pri Williamsu ima George Russell 2 kompleta najtrših pneumatik, Robert Kubica pa kar 3. Seveda, pri Williamsu ne gre za to, da bi jim zmanjkalo na kvalifikacijah najmehkejših pneumatik, kajti dvomim, da bojo prišli v Q2, kaj šele v Q3. Zanimivo pa je, da vkolikor bojo rezultati obetajoči, bojo lahko začeli dirko kar na najtrši možni komponenti hard. Pojdimo naprej, pogonski sklopi. Mercedes je objavil, da bo za to dirko, katera je 7. po vrsti, prikazal novo specifikacijo svojega pogonskega sklopa. Nekje matematično pravilno, eno dirko pred tisto tretjino, ampak proga je specifična, kjer pride do izraza pogonski sklop. V primerjavi z ostalimi bojo zadnji, ki bojo to opravili, in pustimo sedaj ob strani razne špekulacije, ki nam pravijo, kako naj bi bil močen pogonski sklop, kakšne lastnosti naj bi imel. Že samo dejstvo, da bo nov, bo velika prednost, kajti imel bo manj kilometrov, lahko se bo vrtel več časa na določenem režimu, kajti ne bo iztrošen. In tudi, če nima te obljubljene moči, ki jo razni viri navajajo, ima lahko manjšo porabo goriva, lahko deluje več časa na določenih obratih in prinaša prednost. Zanimivo je, da so si ta izbor, da so začeli z novim pogonskim sklopom pri Mercedesu prav v Kanadi, kajti, kot sem že govoril v prispevku o tem, kako deluje Ferrari SF90, je bilo govora tudi o tem, kje ima Mercedes prednost, kje jo ima Ferrari, in prav zaradi tega, ker je Mercedes 2V10 boljši v ovinkih, a to v Kanadi ne pride toliko do izraza, je prav, da poskusijo z izboljšanim pogonskim sklopom, da to prednost, ki jo bo verjetno imel na papirju Ferrari, malce izničijo. Ostali bojo lahko dobili kakšne nove komponente, naprimer tudi pri Ferrariju se lahko kaj takega pričakuje, kajti niso še menjali ne turbine, ne MGUH na svojih pogonskih sklopih. V Španiji so novo specifikacijo dobili samo motorja z notranjim izgorevanjem. Kot zanimivost
je tudi treba biti pozoren na to, da so tako pri Ferrariju kot pri Haasu imeli do sedaj težave z ogrevanjem pnevmatik in njihovo temperaturo v tistem določenem uporabnem oknu. Prav v Kanadi bi se dalo zgoditi to, da jim bo to bolje uspelo, da bojo boljši, kajti prav značilnost proge je taka, da omogoča lažje doseganje temperature pnevmatike. In prav te dve ekipi boste na tej dirki bili malo posebni. Sicer ne gre za nič takega, kar bi vplivalo na njihovo končno hitrost, ampak oba sponzorja, oba glavna pokrovitelja ekip bosta izginila. Tako na Ferrariju zaradi stroge tobačne zakonodaje, ki velja v Kanadi podobno kot v Avstraliji, kot pri ekipi Haas, kjer je njihov pokrovitelj izgubil tožbo za uporabo njihovega zaščitnega znaka in bo sedaj v izogib raznim kaznim v tej dirki svoj znak izvolitev umaknil. O nadaljevanju, kaj se bo zgodilo tudi na drugih bolidih, recimo tudi v McLarenu, bomo še videli, kajti tudi oni imajo tobačnega sponzorja. V naslednjih prispevkih bom pa obdelal, kaj se je dogajalo tako na kvalifikacijah, dirki in poročal o vseh zanimivostih, ki sem jih opazil na Veliki nagradi Kanade. Hvala za vašo pozornost, vidimo se na naslednjih prispevkih in ukolikor koga zanima, sem v pripombah dodal tiste prispevke, katere obdelujejo teme, katere sem omenil že malo prej. Svidenje!